Lep pozdrav vsem skupaj. To je drugi del videa, kjer iščemo našega sokreatorja naše zgodbe, in sicer v prodajnem oddelku novega Business Development Managerja. Prejšnji petek sem imela intervju z našo direktorico Tanjo, kjer sva govorili o zgodbi, o namenu podjetja Skazi in pa o kaj se pričakuje od našega prodajnika. Tako da danes, še to, obljubili smo iti v live, ampak dobili smo obvestilo, da je Luni mrk in menda so takrat besede napačno lahko razumljene, tako da snemamo video. Danes z mano je direktorica marketinga, naša Jasna, moja kolegica, s katero prepletava v vsakdanjem življenju kar nekaj idej, nekaj ciljev skupnih seveda imamo. Tako da z razlogom je to. Rada bi, da vsem kandidatom opiše, kako sodelujeta ta dva oddelka, ker ta dva oddelka sta oddelka prihodnosti in seveda ne smemo pozabiti še na razvoj in pa raziskave. Tako da dobrodošla, Jasna. Hvala, Mirela. Zdravo vsem skupaj. Se dobro počute z mano? Ja, odlično, seveda, tako pa vsak dan. Ok, super. Jasna. Oddelek marketing in prodaja. Pravijo, da včasih večna borca, vendar mislim, da je vedno bolj jasno, da sta to dva oddelka, ki morata takole skupaj sodelovati. Tako da prosim, opiši mi, kako ti vidiš sodelovanje teh dveh enot. Ja, kakor si že omenila, odnosi niso vedno enostavni, ampak to je odlično. Zakaj? Zato, ker mora biti intenziteta, mora biti sodelovanje na vsakdanji ravni. In definitivno mora biti ne samo na strateškem nivoju, ampak se pravi, da celotna ekipa sodeluje, se pravi celotna ekipa marketinga, celotna ekipa prodaje in za vsakega posameznega kupca. Se pravi, sodelovanje na primeru, se pravi, kako analiziramo stranko, sodelovanje na primeru, kakšne materijale ponuditi, tudi kakšne produkte ponuditi in kako, končni outcome pa je, kako zbuditi zaupanje pri stranki. Da smo mi razvojni partner, ki je vreden zaupanje. Super. Zdaj, vsem bom zelo direktna. Jaz pričakujem od prodajnika ogromno mero samoiniciativnosti. To pomeni, da ker ve, kaj je naš namen, kaj je naša zgodba, temu namenu tudi, da prilagodi, kdo je naša bodoča stranka in s katero rešitvijo jo nagovarjamo. Te podatke, to svojo kreacijo, zato pravim, da je soustvarjalec, prinese v hišo in predstavi tudi marketingu. In tu, če se ne motim, se potem tudi spet začne zgodba naprej. Tako. Zdaj ravno ta samoiniciativnost prodajnika, ki si jo omenila, ravno to je ključ. Boljši je input, zapravo več informacij, ko mi dobimo iz trga, o kupcu, o njihovih končnih kupcih, o, ne vem, feedbacki, kako recimo izgleda tudi uporabniške izkušnje. Se pravi, vsi komentarji, vsako poznavanje stranke, vse informacije dejansko pomagajo pri tem, da skupaj naredimo neko dobro zgodbo, ker dejansko prodajnik pozna trg, pozna stranko in na ta način res lahko naredimo nekaj dobrega. Se pravi, vedno custom made, da je vrhunsko, na res dobri ravni, pa tukaj mora biti tudi kanček inovativnosti zraven. In tukaj tudi pride marketing največ upoštev. Zdaj, rekli smo, pomembna nam je dejansko kvaliteta, obdelave, nagovora, kako omrežiti stranko in jo pridobiti, ne pa kvantiteta. No, mogoče na to, kako omrežiti stranko. Zdaj, oglaševanje dejansko, kot so reklame, letaki, oglasi, to je samo en majhen del marketinga. Zakaj pa pravi, da je majhen del marketinga? Zato, ker mi moramo ustvariti v prvi vrsti zaupanje v nas, v naše produkte, v našo zgodbo, v našo vizijo, da vsi verjamemo v to, se pravi tudi prodajnik, tudi naš kupec. In ravno v tem, se pravi, ne preko oglaševanja, to je v bistvu pasé. Mi moramo, se pravi, mu vzbuditi zaupanje, s tem, da mu damo prave informacije, preverjene informacije, da baziramo na raziskavah, podatkih in na poznavanju. In na ta način, če smo mi verodostojni, točno vemo, kaj govorimo in tudi prodajnik bo potem mora biti prepričan v to, kaj govori, kaj prodaja in da stranki mi lahko ponudimo končno rešitev.
večna dilema, glede zadnje vprašanje, tako da jaz mislim, da so še vedno na tisti pravem levelu energije. Ali se, po tvojem mnenju, prodajnik rodi ali naredi? Ja, to je res večja dilema, ampak zame je odgovor res straightforward. Jaz bi rekla tako nekako, 10% je nekega talenta, mora znati govoriti, mora znati prodajati, ampak 90% je pa tiste goreče želje tudi potem, da dobiš neko stranko, se pravi, ti se za stranko odločiš, veš, da je prava stranka, da lahko ponudiš prave produkte, pravo vizijo, ampak ni samo, da verjameš, treba je začeti delati. Se pravi, zastaviti si plan, akcijo, zavihati rokave, točno tako. Ja. In če prodajnik v to verjame, da bo stranko dobil, bo za to delo vsak dan, dobil bo strast, zagon in točno to mi rabimo. Mi rabimo nekoga, ki bo najdel, ok, mi pa hočemo iti do Ikeje, Steelcase-a. Kateri primer vedno ti daš? Apple, se pravi, ni tukaj nobenega strahu, mi to zmoremo, mi to znamo, prodajnik mora verjeti vase, mi mu pa damo full support, kako bomo to dosegli. Veter v krila. Tako, veter v krila, točno to. Evo, dragi kandidati, to je bil zadnji video namenjen razpisu, ki je zunaj. Zdaj pa, razpis je odprt do konca tega meseca, do konca 7. meseca. Vmes je mesec avgust, pričakujem, da boste šli na dopuste, ker namreč tudi mi imamo, namreč kar 14 dni kolektivnega še dopusta. Zdaj pa, pridite k nam, oglasite se tisti, ki ste se prepoznali v tej zgodbi. Jaz se res veselim srečanja z vami in veselim se spoznati svojega novega sokreatorja. Tako da dobrodošli do takrat. Mirela, če bi jaz pa lahko malo popestrila, mogoče lahko me zastavili en izziv, kaj praviš? No pa daj, da mi smo vedno polni presenečen, tako da povej. Da mi vidimo, če je prodajnik, če si ti prodajnik, ki lahko delaš pri nas, da vidimo, če je iz pravega testa. En čist kratek izziv. Se pravi, kje ti vidiš priložnost kot naš novi prodajnik, kje vidiš priložnost na področju ukinjanja plastike za enkratno uporabo? Evo, zelo vam je pa odkrila vam je v bistvu vprašanje, ki ga zastavljamo na naših intervjujih. Tako da, imaš prav, v redu, smo bolj transparentni, namreč, gledajte, razmislite o tem vprašanju, namreč to vprašanje oziroma odgovor, ki ga boste na to pripravili, vas sigurno lahko kar visoko pozicionira. Tako da, jasno, pomagala si jim krepko. Super. Zdaj pa res adijo, fajn se imejte, se vidimo in vidimo se v avgustu. Adijo. Čau, čau.